Spoštovane in spoštovani, pozdravimo prihod zastave Republike Slovenije in praporjev na prizorišče proslave. Spoštovane in spoštovani, himno Republike Slovenije bo ob spremljavi pihalne godbe Vrhpolje zapela Lejla Irgl. Sledi še himna Evropske unije.
Dober dan, Vrhpoljke, dober dan, Vrhpoljci, dober dan, domoljubi, dober dan, ponosni Slovenci in Slovenke, dober dan, ponosni državljani in državljanke Republike Slovenije. Čas hitro beži, kaj ne, 26 let je za nami, 26 let dogodkov, ki so se trajno zapisali v zgodovino slovenskega naroda. 26 let ponosa in sreče zaradi svoje, samostojne, svobodne domovine. In ja, tudi 26 let države. Države, ki so nam jo ukradli, države, ki so nam jo sfižili, medtem ko nam, spoštovane in spoštovani, domovine ne morejo. Njo nosimo v srcu, za njo smo se borili in jo obranili. In tu pri vas, Vrhpoljci, že dan prej. Spoštovani in spoštovani, dobrodošli v imenu organizatorja prireditve Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve na prireditvi ob najpomembnejšem slovenskem prazniku, Dnevu državnosti, ki smo ga poimenovali Ponosni na Vrhpolje, osamosvojitveni dogodki dan prej. Sploh pa smo, podobi se. Spominu, podobi se domovini. Pravzaprav pa smo seveda najbolj ponosni na naše najmlajše in njim velja prav posebej velik pozdrav in velik aplavz z vaše strani, drage obiskovalke in obiskovalci, našim učenkam in učencem, no ja, bolje če rečem danes že počitnikarjem podružnične šole iz Vrhpolja. Najprej se nam bodo predstavili Kaja, Valentin, Mojca in Barbara. Je dolga, dolga prašna pot, je dolga, dolga prašna pot, le zvezde jo poznajo, le one me povarjajo, ko ležem za ograjo, a vem, da hodim, kot je prav, in da bo kmalu bolje, morda že jutri, ko prispem na tisto širno polje. Tam čeveljčke umazane, mi rosa bo umila, in srajčico raztrgano bo ptičica zašila. In dobra stara jablana mi jabolko bo dala, prelepo zlato jabolko, kako sem ga iskala. Doma vidiš jo hišico sredi polja in nad njo mavrico sredi neba in nad njo sonce in puhasto oblak. Vidiš, do zvezd je od tule korak, kadar stemni se me zvezdnata steza, pelje na sprehod do konca neba, kadar pa sonce se spet lesketa, polje blešči se kot rudnik zlata. Majcena hiška v dlani sveta, majcena hiška v zavetju neba, majcena hiška sredi polja, zame najlepši kraj je sveta. Hvala lepa. V trajni spomin na junaška dejanja domoljubov iz Vrhpolja in Vipavske doline je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve leta 2013 odkrilo spominsko ploščo, tukaj zraven pod zastavom, na kateri je zapisano: Domoljubom Vrhpolja in Vipavske v spomin na prvi ljudski upor agresorski jugoslovanski armadi v vojni za samostojno Slovenijo. Ob pomniku teh zgodovinskih dogodkov slavnostno plapola tudi slovenska zastava, ki je, spoštovane in spoštovani, spremljala masovni državljanski odpor v času demokratizacije in oblikovanja samostojne Slovenije pred letom 1991. Bila je tudi temeljno vseslovensko znamenje v času vojne za samostojno Slovenijo in je kasneje obeleževala vse naše velike uspehe ob vstopanju samostojne in demokratične Slovenije v mednarodne povezave. Spoštovani in spoštovane, v imenu organizatorja prireditve Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Severne Primorske bo spregovoril predsednik Oton Filipič. V imenu regijskega odbora Severne Primorske, VSO, lep pozdrav vsem skupaj. Najprej našemu gostitelju, tukaj gospodu župniku Janezu Kržišniku in domačinom.
Posebej pa pozdrav našemu slavnostnemu govorniku, gospodu Janezu Janši. Vodstvu VSO, generalnemu sekretarju gospodu Božu Predaliču in hvala za današnji dan. Brigadirju gospodu Krkoviču, z nami je tudi dr. France Cukjati, nekdanji predsednik Državnega zbora. Pozdrav evropski poslanki gospe Patriciji Šulin, poslancem v Državnem zboru Republike Slovenije Jerneju Vrtovcu, Evi Irgl in vsem prisotnim. Županu občine Vipava, če je že prišel, ker mislim, da je v zamudi. In predstavnikom lokalnih skupnosti, funkcionarjem, predstavnikom vojske, policije, gasilcev, veteranskih in domoljubnih organizacij, praporščakom, članom in prijateljem Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Lep pozdrav tudi medijem, prijatelji države Slovenije in vsem prisotnim, še enkrat vsi lepo pozdravljeni. Ob tem bi se zahvalil vsem, ki spoštujete in se zavedate pomena Slovenije kot lastne države, tisočletnih sanj naših prednikov, ki nam jih je bilo leta 1991 v vojni za samostojno Slovenijo dano izbojevati. Državo imamo. Naša naloga pa je zavedanje in delo, da je ne izgubimo in lahkomiselno zapravimo. Odgovornost za to je na vsakem posamezniku in skupnosti, da budno spremljamo početje njenih skrbnikov, ki jim je ta zaupana. Država ni taka, kot smo si jo leta 1991 želeli, a je naša, slovenska. Država ni kriva, da je taka, kot je. Krivi so tisti, ki mačehovsko z njo ravnajo. Posredno lahko tudi mi, če neodgovorno izbiramo skrbnike. Zato bodimo budni, dan poprej vsi, kot so bili budni tudi vrhpolci leta 1991. Budni ohraniti, budni ohraniti in obraniti domovino, nje izvirno in avtohtono slovensko kulturo, vero in postave. To je naša dolžnost iz domoljubja, iz spoštovanja do naših prednikov in moralna odgovornost do naših potomcev. Zahvala vsem, ki se k temu trudite in ste kakorkoli k temu pripomogli, tudi ob današnji prireditvi, mentorjem, nastopajočim in posebej mladim. Saj so ogledalo naše vesti in bodo ponesli naše vzglede, dela in dejanja prihodnjim rodovom. Vsem skupaj želim prijetno praznovanje Dneva državnosti in s ponosom razovesimo slovenske zastave. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku in spet so na vrsti naši najmlajši iz podružnične šole Vrhpolje, Kris, Jernej, Filip, Lucija in Sara. Domovina se ven iz reko in ribo v vodi in visoko vid kot smreko, ki rase v svobodi. Domovina se brani s cvetjem in čebela v cvetu, z makom in čričkovim petjem in s ptica v letu. Domovina se brani s
krvjo in nebesnim obokom, sestrino solzo, mamino skrbjo in dišečo krušno moko. Domovina se brani z lepoto, častjo in znanjem. Domovina se brani z dobroto in poštenim ravnanjem. Ni zanimivo, že najmanjši otroci vedo, da se domovina brani s poštenjem in z ničemer drugim in seveda velikim srcem in tudi s pesmijo, so rekli. Zato sedaj vabim na oder, pravzaprav pred mikrofone, vokalno skupino Šumljak. Jaz upam, da sem prav prebral, sem pravo jaz. Prihajajo iz sosednje vasi Budanje. Nisem? Kako? Budanje. Dobro. Bom pol kaj povedal še. Tam, kjer pisana so polja in domovini pod umetniškim vodstvom Katarine Kodele Zadnikar. Primis
No, če sem prej načel temo o naši slovenski zastavi, ki jo vse premalo cenimo in jo redko, žal vidimo izobešeno tudi ob tako pomembnih praznikih, kot je dan državnosti, razen seveda pri izjemah. Zastava je, spoštovanje edinstveno in v simbolnem smislu najbolj prepoznavno državno obeležje. Izkazuje trajno vez med posameznikom ter državo in generira čustveno ter državljansko pripadnost v duhu enotnosti, saj pod eno streho združuje Slovence in ostale državljane in državljanke Republike Slovenije, ne glede na politično, nazorsko, versko ali drugo pripadnost. Ta zastava, kot v svoji pesmi pravi naš veliki pesnik in domoljub Tone Kuntner, ta zastava je simbol slovenskih sanj, moči in volje. Simbol kljubovalnosti, simbol tisočletnega hrepenenja po svobodi in samostojnosti. Simbol trpljenja in neštetih premaganih porazov. Ta zastava je simbol junaštev in drznih zgodovinskih podvigov. Spoštovani in spoštovani, si bom dovolil še enkrat vzeti besede iz pesmi Toneta Kuntnerja Ta zastava. Slavnostni govorec na današnji prireditvi je eden snovateljev drznih zgodovinskih podvigov. Dame in gospodje, gospod Janez Janša. Spoštovani Slovenke in Slovenci, veteranke in veterani, gospod župnik, gospod župan, če že prišel. Dragi domoljubi. Zdaj Vrhpolje, zadnja leta prihajamo zato, da se spominjamo državljanskega poguma Vrhpolcev, ki so tukaj praktično goloroki zaustavljali oklepno moč agresorske jugoslovanske armade. To so bili ne dnevi, ampak to so bili trenutki, ko je bilo vse na kocki. Zdaj tudi danes so, bom rekel, usodni, so pa prelomni časi. Marsikaj se bo dogajalo v prihodnjih mesecih in letih, tako pri nas, kot tudi v evropskem okolju. Izginila je tista gotovost, s katero smo še pred nekaj leti verjeli, da bo generacijam, ki prihajajo, v vsakem primeru bolje, kot je bilo generacijam, ki smo danes aktivni. Torej, marsikak vprašanj je pred nami, pred našo prihodnostjo in zato prihajamo ob teh obletnicah tukaj v Vrhpolje, tudi zato, da iščemo tisti državljanski pogum, ki je bil tukaj pred 26 leti. Kajti potrebujemo ga in potrebovali ga bomo. Jaz osebno verjamem, da ta pogum ne izgine, da se ponovno pojavi tudi vsaki generaciji, ne glede na to, kako hude preizkušnje pridejo, in da je to pač značilnost vsakega naroda, ki se zaveda svoje identitete. Če pogledate danes na svetovni zemljevid, na katerem niso samo države, niso samo meje držav, ampak so tudi jezikovne meje, meje kultur in narodov, vidimo, da je narodov bistveno več, kot je držav. Tudi na evropski celini je veliko narodov, ki so tudi večji, tudi mnogo večji od slovenskega po številu, pa nimajo lastne države. In ne mislijo, da je želja po lastni državi nekaj predmodernega. Razvita Katalonija bo imela referendum in hočejo lastno državo, suverenost. Čeprav jim najbolj v Španiji ni tako težko, kot je bilo nam v bivši Jugoslaviji. Vprašanje, če bodo izglasovali lastno državno samo
glasovali bodo, želja je. Se pravi, da se lahko tudi v luči vsega tega, kar se danes dogaja, zavemo pomembnosti tega, kar se je zgodilo pred 26 leti za nas Slovence. Imamo zgodovino, ki gre preko stotine generacij in preko vekov časa. In skozi to zgodovino je slovenski narod oblikoval svojo identiteto, svoj jezik, svoje pisavo, svojo kulturo, si oblikoval svojo vero in postave. In danes Slovenci vsaj v glavnem vemo, kaj smo. Nekoliko manj jasen pa je odgovor na vprašanje, ali tudi vemo, da ali to, kar smo, tudi hočemo ostati, in ali se zavedamo izzivov, ki so ob teh dilemah in pred tem vprašanjem. Jaz mislim, da ne, in da veliko stvari jemljemo kot samoumevni. Da bo jutrišnji dan pač prišel in vsi upamo, da bo nekoliko boljše in da bo že nekako. Na tej točki manjka te zavesti pa tega državljanskega poguma, ki je Slovenijo preveval pred 26 leti. V tistih vročih junijskih dneh pred agresijo na Slovenijo smo dobivali iz Beograda obveščevalna poročila, v katerih je tudi pisalo, kaj se pogovarjajo jugoslovanski generali, pohodniki generalštaba. Imeli smo predvsej natančne informacije o tem, kaj se dogaja, tudi kaj se pripravlja. No, med temi govoricami, o katerih so nas obveščali, tudi govorica, da se jugoslovanski generali pogovarjajo o tem, kako bo ob intervenciji v Sloveniji. Največji problem za enote jugoslovanske armade to, da bodo kolone Slovencev bežale čez mejo v Italijo in Avstrijo in da bo to oviralo prodor njihovih oklepnih kolon. Stojimo na mestu, kjer so Slovenci dokazali, da smo Slovenci dokazali ravno obratno. Tudi v času, ko še ni bilo ukaza, ko ni bilo povelja, v času, ko samostojna Slovenija niti še ni bila razglašena, čeprav je bila uzakonjena in čeprav je Slovenija takrat suverenost na svojem ozemlju, tam, ker je bilo to možno, že prevzela v svoje roke. No, že takrat je prihajalo do spontanega odpora. Zaradi tega dejstva, jaz dokler bom živ, ne bom prenehal prihajati na tista mesta, ker se je to zgodilo, in se pozdravljati z ljudmi, ki so takrat pravzaprav odločili o usodi Slovenije. Res je, da smo dan prej v slovenskem parlamentu, oziroma takrat če skupščini, glasovali za temeljno ustavno listino, da smo glasovali za novo slovensko zastavo in za slovenski grb. Res je, da smo prej sprejeli številne zakone, nekatere sicer zelo natesno, z enim glasom Demosove večine, kar se danes praktično vedno pozablja. Ampak vse to glasovanje, vse to politično delo ne bi veljalo nič, če se Slovenci kot narod takrat ne bi uprli. Nič ne bi veljalo. To bi ostalo zapisano v zgodovino kot operetni poskus, oziroma kot poskus operetne osamosvojitve, česar so si želeli tudi nekateri v tistem delu slovenske politike, ki jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija. In so o tem tudi odkrito govorili, če pogledate časopise tistega časa, boste našli polno teh izjav. Torej, Slovenci smo pred 27 leti prvič in edinkrat v lastni zgodovini pisali svojo usodo neposredno na plebiscitu in pol leta kasneje smo bili to sposobni ubraniti. Zato smo dobili samostojno državo, čeprav v tistem času za samostojno Slovenijo nihče v tako imenovani visoki mednarodni politiki ni dal počenega groša. Na razglasitev samostojne Slovenije smo vabili vse znane tuje državnike,
prišel ni nihče na državni ravni. Tudi tisti, ki so bili v intimnih simpatijah z nami, tega takrat javno niso še upali pokazati. Takrat je to bilo nekaj, kar seveda ni vlivalo dodatnega poguma, vsaj ne tistim, ki smo se zavedali, kakšna je situacija. Danes pa, ko gledamo nazaj, vidimo, da je imelo to tudi svojo dobro plat. Slovenija pri osamosvojitvi ni imela nobenega sponzorja. Nikomur nismo nič dolžni. So države, ki so nastajale na ozemlju bivše Jugoslavije in po tako imenovanem Zahodnem Balkanu, ki so tako ali drugač v glavnem imele razne svoje sponzore in so jim veliko dolžne. Slovenci nismo dolžni nikomur in smo v tem smislu suveren narod, ki je dobil lastno državo na podlagi lastnega truda, lastne krvi in z lastnimi močmi. Ampak tudi tega se premalo zavedam. Danes skoraj ne moreš v kako večje slovensko mesto, ne da bi na kakih prireditvah državljani te države, tudi Slovenke in Slovenci, mahali z simboli bivše države, z simboli Jugoslovanske armade, ki nas je takrat napadla, ubijala. In ko človek to gleda, se vedno vpraša, odkje je ta pojmovna ali pa vrednotna zmeda. Ko je možno, da se je tako zatavalo praktično v tako kratkem času, da je zgodovinski spomin tako kratek ali pa da se ga je tako uspešno ubilo. Takrat, ko smo na Trgu Republike dvignili staro zastavo in na drog spustili staro zastavo in na drog dvignili novo, kot prej na tem mestu, se je nekaj zgodilo. To je bil nek simbolni trenutek, ki je simboliziral, da nekaj starega odhaja, da to odhaja na podlagi neke suverene odločitve celotnega naroda in da prihaja nekaj novega. In vsaj tisti, ki smo bili takrat tam, pa verjamem, da vsi, ki ste danes tukaj, smo verjeli, da okrog tega ne bo nobene zmede, da je to dano enkrat za vselej, jasno samo po sebi, da o tem ne treba niti govoriti, niti pisati in da smo vstopili neko novo normalnost. Ampak žal se to ni zgodilo. In hkrati s temi simboli poslušamo tudi, da je bilo včasih bolje, da je v nekdanji Jugoslaviji bilo vse v redu. Mnogi govorijo o tem, kako je vse slabo, kar danes imamo in s čemer praktično nihče ni zadovoljen, posledica tega, da imamo samostojno državo in tako naprej. Kot da bi bili vsi nepismeni ali pa kot da bi prespali desetletja zgodovine. Če pogledamo številke za tiste, ki bi radi nazaj, vidimo, da recimo danes največja država, ki je nastala na ozemlju bivše Jugoslavije, to je Srbija, z 4-krat večjim številom prebivalstva. Letno skupaj ustvari kakšnih 36 milijard dolarjev bruto domačega proizvoda, to je tisto, kar cela država skupaj ustvari v enem letu. 2 milijona Slovencev pa kljub tem težavam ustvari 44 milijard. Se pravi, 2 milijona Slovencev ustvari več kot 8 milijonov Srbov. In če bi želel kdo rad nazaj, vedno gre lahko v Beograd, zaprosi za tisto pokojnino, za tisto plačo, za tisto socialno podporo, ker mislim, da bo čez 2 dni prišel nazaj. Če temu ne bilo tako, potem tudi mnogi, ki so takrat streljali na nas, ne bi prišli nazaj in danes nekateri celo prejemajo slovensko pokojnino. In ravno nekaj dni nazaj smo brali o novi nezaslišani sramoti in škandalu.
Slovensko sodišče je prisodilo polkovniku Popovu, ki je razrušil pol Gornje Radgone med vojno, povzročil veliko škode in gorja, odškodnino. Se pravi, samostojna Slovenija po četrt stoletja samostojnega življenja, ne Slovenijo, vi iz vaših šepov ne plačujete odškodnino nekomu, ki nas je takrat napadel in razrušil pol lepega mesta. Zdaj, če to ni svet postavljen na glavo, potem ne vem, kaj danes stoji na nogah. In se je ob takšnih dogodkih vedno treba vprašati, kako je mogoče, da se je to zgodilo. Kako je mogoče, da je luč tako ugasnila, da smo prišli v to situacijo. Zdaj, to je svečan dogodek in vas ne bom utrujal z novinskimi razlagami, pa vendarle, ker je stvar tako absurdna, vseeno nekaj stavkov. Prvo, kar moramo vedeti, je to, da ob tem, ko je bil slovenski narod na plebiscitu in ko smo obranili Slovenijo zelo enoten, slovenska politika ob tem ni bila enotna, bila je razcepljena. Slovenski politiki so bile močne sile, ki so trdile, da bo odcepitev Slovenije od Jugoslavije samomor, da bomo jedli travo, da to nikoli ni bila njihova intimna opcija in da tudi, če se bomo razdružili, moramo takoj ponuditi novo pogodbo za skupno državo z jugoslovanskimi narodi. Takratni predsednik predsedstva, gospod Kučan, je o tem govoril celo 25. junija v takratni skupščini, ko smo razglašali samostojno državo. Češ danes se odcepljamo, vendar pa pod temi in temi pogoji smo se ponovno spet pripravljeni združiti. Zdaj, tega govora nikoli več od takrat naprej niste slišali, ni bil nikjer objavljen, če greste gledati časopis, iz tistega dneva boste prebrali. In tisti, ki jim nikoli ni, samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, so potem, ko je Slovenija kljub v nasprotju s to njihovo intimno opcijo vseeno nastala in se obranila, ko je bila napadena, to Slovenijo najprej lastninili, potem so jo pa izkoriščali za marsikaj. In danes ob 26. obletnici slovenske samostojnosti beremo statistične podatke, iz katerih izhaja, da se je v zadnjih 5 letih iz te naše prečudovite Slovenije izselilo za 2 Novi Gorici mladih ljudi. V zadnjih 5 letih je Slovenija izgubila za 2 Novi Gorici prebivalstvo zaradi izseljevanja. In tega ne jemljemo kot ne vem kakšen problem. Ne jemljemo kot problem dejstvo, da smo se v zadnjih 2 desetletjih kot narod postarali in to precej. Slovenci smo danes 9. najstarejša država po starosti prebivalstva na svetu. In če omeniš družinsko politiko, če omeniš, da je treba več vlagati v to, da nas bo več in da bo narod rastel, se to razglasi za nekaj predmodernega in se v proračun zapiše 130 milijonov za tako imenovano integracijo migrantov iz tujerodnih okolij. In 2 tedna nazaj smo doživeli še večji šok, ki mislim, da je streznil še zadnjega, ki se je spraševal, ali morda to, kar on vidi, ni tudi resničnost in se mu samo nekaj sanja. 2 tedna nazaj smo bili seznanjeni z novico, da so praktično vse vitalne strukture slovenske države 2 leti uporabljali za to, da so za državo, ki je glavni sponzor šiitskega terorizma po svetu, popravili za $1 milijardo denarja. Denarja, ki je prihajal iz banke, ki je bila na črni listi, cela država Iran je bila pod trojnimi sankcijami, ta banka je bila pa na črni listi in prepovedi poslovanja zaradi financiranja terorističnih organizacij in zaradi financiranja oziroma plačevanja sredstev za izdelavo iranske atomske bombe. Ugrabili so nam državo, ki je nastajala pred 26 leti, ne samo zato, da so pač bogato zaslužili nekateri ob tem, ampak so ob tem tudi ogrožali varnost Slovenije in v Evropi in svetovni mir.
in nikomor se ni nič zgodilo. Pravi, da ni bilo nobenega kaznivega dejanja, da je bilo vse v redu. Z tega mesta vam rečem, da mora biti še leta, da si Slovenija potem, ko bo ta škandal, ki je daleč največji tovrstni v Evropi v tem stoletju, eksplodiral in ki se bo pokazalo, zakaj so bile slovenske finančne in državne strukture zlorabljene. Teh stvari govorim zaradi tega, kar sem rekel na začetku. V Vrpolje prihajamo tudi zato, da iščemo ta državljanski pogum, ki je živel med temi hišami in ulicami pred 26 leti, kajti živimo čas, ko ga močno potrebujemo. Kot je zapisal oziroma zapel slovenski pesnik, svoboda ni nekaj, kar pade z neba, in svoboda tudi ni nekaj, kar si priboriš za večno. Svoboda in tudi samostojna Slovenija, svobodna domovina, to je nekaj, kar je izziv za vsako generacijo. In pred 26 leti, da je cilj ni bil dosežen enkrat za vselej, če tega cilja in če tega rezultata ne bomo sposobni razumeti, braniti in ohranjati, tako kot je bil ta cilj takrat pred tistimi, ki smo za samostojno Slovenijo glasovali, in tistimi, ki smo jo branili. In tudi po tem, kar smo danes slišali v tem bogatem kulturnem programu, Slovenci imamo nekaj, kar se splača ohranjati in kar se splača braniti. Pred izzivi, ki prihajajo drugod, in seveda pred izzivi, ki se kotijo znotraj slovenske države. Verjamem, da praktično vsakdo med nami v zadnjih desetletjih bil kje po svetu. Jaz sem bil marsikje na vseh celinah. In bolj hodiš okrog, bolj spoznavaš druge kraje, druge običaje in druge ljudi. Spoznavaš, da tako čudovitega koščka planeta, kot je Slovenija, praktično ni nikjer drugod. Da so tiste pesnikove besede o raju pod Triglavom nekaj, kar je dejstvo. Nekaj, kar opazijo tudi tisti, ki pridejo k nam. Tudi največji tuji državniki, in da so mogoče mi še najbolj tisti, ki se tega premalo zavemo. Premalo zavemo. V takšnih časih, ko vidimo, da smo ponekod močno zatavali, si je te stvari in te slike treba priklicati pred oči. Prvi zato, da vemo, kaj smo, drugič, da vemo, kaj imamo, in tretjič, da vemo, da se zato pač vredno prizadevati, da je to potrebno tudi brati. Ta del ukradene države, ki so nam jo vzeli, je v času, ki je pred nami, pač treba priboriti nazaj. Sicer bo ogroženo vse tisto, kar smo pred 26 leti obranili tudi za žrtvami človeških življenj. Jaz osebno verjamem, da ne samo, da je slovenski narod še vedno isti, da je to sposoben, verjamem tudi, da so generacije, ki so bile rojene po tem času ali pa ki so dozorele po tem času, ravno tako domoljubne, kot so bile tiste, ki so bile na preizkušnji kot je bila tista, ki je bila tukaj na preizkušnji pred 26 leti, in zaradi tega verjamem v optimistično prihodnost Slovencev. To, kar smo pred 26 leti ubranili, kot narod, kot državotvoren narod, je tisto, kar je danes vredno in potrebno ohraniti. Z tega mesta torej zahvala vsem, ki ste se v tem času v zadnjih letih
vključili v Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, tudi predsedniku pokrajinskega odbora za organizacijo te prireditve, kjer je to vitalnega pomena. Ker to organizacijo potrebujemo, zaradi tega, ker se ni uresničilo tisto, o čemer sem prej govoril, da ko smo dvignili novo slovensko zastavo, smo verjeli, da je zdaj nastopila neka nova normalnost, je samo po sebi, da so te vrednote tisto, kar delimo vsi, ki smo za samostojno Slovenijo glasovali. Žal so nas dogajanja teh 2 desetletij in pol, streznila, zato takšne organizacije potrebujemo. Potrebujemo domoljubne organizacije, potrebujemo aktivne državljane, ki jih ni sram dvigniti slovensko zastavo. Hvala vsem, ki ste jo prinesli tudi na to prireditev. Hvala vsem, ki slovensko zastavo obesite ob državnih praznikih, pa tudi sicer. Noben greh ni, če slovenska zastava visi vsak dan na hiši ali kjerkoli. Včasih so rekli, da je to prepovedano. Ni prepovedano. Hvala vsem, ki ploskate, ko se zapoje ali pa zaigra slovenska himna. Povsod po svetu ploska in se veselijo, ko se zaigra njihova nacionalna himna. Nam so rekli, da se to ne sme, ne vem zakaj. In tako naprej. Dajte, to so koraki, s katerimi mi prebijamo te blokade, ohranjamo zgodovinski spomin in s tem ohranjamo Slovenijo tudi za prihodnost. Hvala tudi vsem, ki ste danes prišli na to mesto, ki vsako leto prihajate. To je pomembno. Bil sem v zadnjih 2 tednih na številnih prireditvah posvečenih dnevu državnosti, temu največjemu prazniku Slovencev. Povsod je bilo lepo, prisrčno, povsod so ljudje prišli iz domoljubne zavesti in verjamem, da bo kmalu nastopil dan, ko bo takšna udeležba in takšen program in takšna, prostovoljna prisotnost tudi na uradnih državnih proslavah, kjer včasih danes ne veš, kaj pravzaprav proslavljamo. Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali v tem res prisrčnem kulturnem programu. Vse to tukaj je bilo organizirano tako, kot se spodobi za civilno družbo, brez nekega velikega protokola, velikih sredstev in tako naprej. Je pa zaradi tega, vsaj kar se tiče mojih občutkov, ta praznik še toliko lepši. In želimo si, da bi bilo takšnega občutja v prihodnjih dneh, ko bodo tudi v številnih drugih krajih po Sloveniji obhajali dan slovenske državnosti čim več in da bi to trajalo, vsaj kar se obešanja zastav tiče, potem tudi skozi celo leto. Hvala lepa za potrpežljivost. Dokler bo sonce vzhajalo, Slovenija živela bo. Bog živi Slovenija. Gospod Janša, ob tem, ko je tudi gospod Janša govoril o pomenu zastave, vas bom samo informiral o eni zanimivi pobudi društva Moris iz Kočevske Reke. Danes je z nami tudi predsednik brigadni general Tone Krkovič, to je bila njegova ideja. Društvo je namreč na vse občine v Sloveniji, vseh 212, in na občinske svete in seveda tudi na Slovenke in Slovence poslalo pobudo. Slovenci dvignimo glavo, izobesimo zastavo, torej da bi v vsaki občini našli eno markantno pozicijo, kjer bi se dvignila slovenska zastava res velikih dimenzij. Moram reči, da nekaj jih je že se odločilo za to zadevo. Včeraj smo recimo to naredili v
Kočevju, na najvišjem vrhu nad Kočevjem je zaplapolala zastava 10x6 metrov, se mi zdi, in se vidi zdaj daleč naokoli. V Ribnici bodo kmalu to naredili v Šentjerneju, pa ne vem, če je vipavski župan prišel že, pa bi ga vprašal, če bodo to naredili tudi v občini Vipava. Če njega pa vi vprašate, ker boste tukaj ostali, ker mi gremo danes domov, ne? Razen, če se ne bomo malo poveselili. Smo pripravljeni? Veste, kdo so, veste, odkot prihajajo. Ja spasla bez zvest sem sin.
Hvala lepa. Lahko pa izkoristim še to priložnost in vas povabim v nedeljo v Bitovlje. Sem prav rekel? No, tam bo tudi proslava ob Dnevu državnosti. Čez cel dan mislim, da bodo razne zadevščine, tudi vabila ste dobili, bo pa slavnostni govornik v Bitovljah, tudi gospod Janez Janša, pa vljudno vabljeni. Sedaj pa vas, spoštovane in spoštovani, prosim, da pozdravite odhod praporov z prizorišča prireditve. Drage vrhpolke, drage vrhpolci, spoštovani obiskovalke in obiskovalci. Po zaključku prireditve, ki sledi zdajle čez minutko dve, bo v cerkvi svetega Primoža in Felicijana, tukaj za nami, maša za domovino, ki jo bosta darovala domači župnik Janez Kržišnik in vojaški kurat Milan Bregelj. Ste vabljeni, sicer pa bo druženje v čast in slavo domovini in prazniku na igrišču malce nižje. Hvala vam, drage vrhpolke in vrhpolci, za gostoljubje. Vedno je lepo priti v vaše kraje in če ne prej se vidimo ob letu v Sorej, dan prej. Veste, spoštovane in spoštovani, je kar prav, da imamo različne poglede na posamezne vprašanja in področja družabnega življenja. Lahko smo seveda tudi na različnih bregovih glede preteklosti in tudi glede prihodnosti. A vsekakor pa ostajamo v demokratični Sloveniji pod okriljem ene iste zastave, naše slovenske zastave. Zato vam želim, spoštovane in spoštovani, v imenu organizatorja, pa ne samo vam, ampak tudi nam, ki smo pripravili nocojšnjo prireditev, ponosno praznovanje rojstnega dne naše domovine. Živela Slovenija, Bog nam živi domovino. Lahko noč.